Živijo, tukaj, vi gledate slona izi. Jaz tukaj razlagam slona najbolj easy način. Danes zjutraj bi rabil vstati, ampak nisem moral vstati, a ne. To se sliši zelo narobe, pa zdaj, ko sem napisal, je tudi videti zelo, zelo, zelo narobe. Tale rabil pa moral veliko ljudi ne uporablja pravilno. Tudi jaz priznam. In bi bilo ful fajn, da opustim to grdo navado, a ne. Pa upam, da se mi bo kdo od vas tudi pridružil. Torej ja, šli bomo skozi to, kdaj uporabljamo glagola morati pa moči, a ne. Okej. Morati v bistvu nam že pomen pove, da nekaj moramo narediti, a ne. Torej govori o nujnosti, da je nekaj nujno. Ker glih govorim o morati. Moram tole prečrtati, ker nikomur ni treba tega gledati. Ja. Ali pa še en primer bi bil na primer, samo še jutri moram zgodaj zjutraj vstati, ker v četrtek nam ni več treba, ker je konec šole. Torej ja, tale moram, a ne, je trdilna oblika, pa ni treba je zanikalna, a ne. Pozitivno pa negativno. Dober. Glagol moči, in ja, govorim o moči moji tukajle v rokah. Ne se hecam, nimam nič moči v tehle nudlih. Ampak jo imam tukajle gor v možganih. Ampak ja, zdaj pa brez heca. Moči pa v bistvu nam govori o sposobnosti, da nekdo nekaj lahko naredi, a ne. Torej, lahko grem na sprehod, ampak ne morem, ker se mi ne da. Ne, to ni čisto res. Ne morem, ker snemam filmček v dobu svoje lastne hiše. Zraven postelje. Ampak pustimo zdaj to. Ja, mami, a rabiva zdaj še ti povedati? Nisem vedel, da pliskoti lahko letijo, da imajo to sposobnost, to res nisem vedel. Ampak ja, torej, ni brez heca. Tole na vrhu, zjutraj bi rabil vstati, je narobe. Pravilno je pa, zjutraj bi moral vstati. Bravo, popravil si se. Pa narobe je tudi, nisem moral vstati, že spet narobe. Pravilno je pa, nisem mogel vstati, a ne, torej moral pa mogel. To je pa pravilno. Torej, prosim, upoštevajte to, to na vrh pa ne obstaja, okej, ne obstaja. Torej, grem samo še na hitrico čez. Morati v bistvu izraža nujnost, da nekaj je nujno narediti. To moja mami reče za sobo, da jo je nujno pospraviti, da moram pospraviti sobo. Ampak jaz mislim, da je bolj tako, kot pri glagolu moči. Da jo lahko pospravim, ampak da imam še 1000 in en popravek, tako da jo pol na koncu ni treba pospraviti. A ne, mami? Evo, strinja se. Uporabil sem lastno logiko proti njej. Meni se zdi, da se mi je to prvič zgodilo. Še dobro, da sem posnel, a ne? In evo, tukaj sem z eno the best, najzi novico. Držim jo. Brošura. Brošura slona izi. Glejte, to sem jaz. Ampak ja, ni pomembno, kaj je na brošuri, ampak je pomembno, kaj je v brošuri. Glejte, najprej, iste barve, kot moja tabla, saj vidite. Približno, nič ni perfektno. Ampak v glavnem, ta brošura ima napisana vsa pravila za vse filmčke, ki sem jih do zdaj posnel, na 24 straneh. Glejte, koliko je hudo. Ampak ja, še pomembnejše, oziroma na kar sem pa jaz zelo ponosen, je pa to, da prva stran brošure so navodila, kako uporabljati brošuro in oziroma naenkrat, kako se učiti na splošno. Torej, samo na hitrico vam bom prebral oziroma povedal. Najprej poiščete snov, kjer pač najprej izberete snov, ko boste, recimo, cel ali ves, a ne. Pol si pogledate filmček, cel ali ves. Potem vzamete brošuro, poiščete v brošuri, pa si preberete snov. Če razumete čist, je to ful dober znak, vam gre ful dobro. Če ne razumete čist, ne skrbite. Torej, najprej si še enkrat pogledate filmček, a ne, pa še enkrat preberete brošuro. Pa če vam še vedno ni jasno, to ponavljate, dokler v bistvu ne nastane neka celota znanja, a ne. Pol pa, ko to naredite, brošuro zaprete pa date nekam na stran, pa čez 24 ur. Torej, poiščete filmček, a ne, pa že spet pogledate filmček in preberete tukajle v brošuri.
in ni veliko napisano, lejte, samo tole je za eno snov. Glavno, ja, preberete v brošuri in isto spet pustite, pa čez 24 ur spet preberete. In ta tretjič boste lahko že praktično z zaprtimi očmi brali, pa ne samo to. Znali boste to do konca svojega življenja. Upam. Glavno, ja, te brošure, vse, kar rabite vedeti o njih, bom dal tudi spodaj v opis, tako da pa naslednji teden, torej ja, naslednji teden jih bomo začeli v bistvu razpošiljati, pa ne skrbite, ne bojo nič tako drage. Za manj kot 2 kepci sladoleda jih lahko dobite, ampak ja, naslednji teden jih bomo začeli razpošiljati. In če jih boste kupili med poletnimi počitnicami, boste dobili zraven še urnik Slava na Easy. Brošura v bistvu tako plastificirana je, da je tako mehka na vtip, kar je ful dober občutek. Pa tudi spodaj bo vse napisano, kar boste rabili vedeti o njej, a ne. Torej, pa niso drage, ne skrbite. Meni bo tole padlo, zato bom rajši odložil. V glavnem, ja. Zahvalil bi se rad tudi Hestil Pro, ki so mi zrihtali računalnik. O njih si tudi lahko ful veliko izveste, če pogledate spodaj v opis na njihovo spletno stran pa njihovo lokacijo. V glavnem, ja, to je to. Upam, da vam je bil ta filmček všeč. Če vam je bil, se mogoče naročite na YouTube kanal Slava na Easy. Mogoče tudi všečkajte ta filmček, povejte prijateljem, napišite kaj v komentarje, pa če vas zanimajo brošure, mi pošljite na mail, ki ga bom dal tudi spodaj v opis. Pa spodaj v opisu bojo tudi vsa pravila, veliko stvari bo spodaj v opisu. V glavnem, to je to. Lepo se imejte. Se vidimo jutri. Čau!